Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh, mogoče če se še ne poznamo. Danes bi spregovoril o enem mitu osebne rasti. Vprašanje za vas je, ali hočete dober občutek ali hočete rezultat. Živimo, jaz sem mogoče za tiste, ki me ne poznate, malo starejša generacija, še iz stare Jugoslavije, še v stari Jugoslaviji sem vojsko služil. To pomeni vojska je včasih bila, bom rekel, nek tak prelomni trenutek, da je fantek postal moški. Športom se ukvarjam od 10. leta, sem se ukvarjal od 10. do 18. leta, sem se z tekmovalnim kolesarstvom, od 20. leta se z borilnimi veščinami ukvarjam. V bistvu to je malo uvoda, malo ogrevanja glede mene. V današnjem času zagotovo vsi opažamo, da nekako postajamo bolj mehki, bolj dejansko čustveni. Ampak tisto, kar se moramo vprašati v življenju je, vsi se ukvarjamo z osebno rastjo. Kaj dejansko mi želimo? In dejansko mi želimo rezultat. In potem vprašanje tukaj je, a pa hočete vi dober občutek imeti? Ali pa hočete rezultat. Ker tako kot sem rekel, v tem času, kjer živimo, je dejansko ves čas problem, kaj rečeš, kako rečeš, da nekaj preveč ne rečeš, da ne rečeš preveč direktno. Glejte, če gledamo recimo fitness, joj, dragi moji, bi želeli se pojaviti v fitness centru oblečeni v novo Nike trenerko in potem bomo si pogledali orodja in potem boste bo mal si pogledali še uteži in v tem času ogleda boste zagotovo shujšali 5 kilogramov. To je v bistvu dejansko reklama moderna za, bom rekel, fitness. Ker plejte, če hočete imeti dobre noge, če hočete imeti lepo RIT, da ne bo cenzurirano, če hočete imeti fante mišice, potem se je treba prešvicati. Ne vem, kdo je en vrhunski športnik, pa ne vem, kdo je že bil. Mislim, da je bil Mayweather, ta bokser lahke kategorije, GOAT, najboljši vseh časov. Je rekel, da dejansko on ponovitve začne šteti šele, ko ga vse boli. Mi pa začnemo, 10 komadov, 10. Vsi vemo, da če hočemo imeti rezultat, moramo dejansko nekaj dati od sebe. In moja želja je, da dam vam to informacijo. In seveda tudi jaz včasih, iskreno vam povem, doživljam frustracije, da če napišem napačen naslov, ljudje ne preberejo. Ne glede na to, da je noter zlata vredna vsebina. Če majčkam preveč tako narediš, je že v bistvu zadeva ni viralna. Tako da v bistvu jaz bi želel, da z mano ostanete tisti, ki res hočete informacijo. Kaj ne naredim? Ker plejte, tisto, kar se dogaja, je toliko nekih lepih informacij, toliko nekih lepih občutkov. Zakaj jih je? Je zato, ker se to prodaja. Ampak potem pa greš skozi par takih tečajev, greš skozi par takih coachov, kjer se ti dobro počutiš, ker je vse super, ker te samo hvalijo. Pa ne morete mi vi reči, da ne. Ampak razumete, potem pa v bistvu ni rezultata in potem ali obupaš, ali pa potem po tolikih in tolikih krogih nekdo pride do mene, Miran, ampak jaz sem dala že toliko denarja, toliko sem že investirala, pa ni bilo. Ja, verjamem, da ste investirala, ampak investirala ste zakaj? Ker ste kupila neke lažne obljube, ker ste kupila nekaj, kar je tako lepo zvenelo, da je nemogoče, da bi bilo res. Ker v bistvu, plejte, v fitnessu nimaš ti dobrega občutka. Mislim, ga imaš v sekundi, ko se stuširaš. Wow, danes sem pa res naredil en dober trening. In potem se čutiš močnega. In isto osebna rast. Osebna rast pomeni, da se dejansko ti soočaš samim sabo, soočaš za svojo negativo. Ker v bistvu, plejte, do tega, kar si želiš, te loči negativna informacija, te loči negativna energija.
te loči ego, če temu rečemo, ne vem, pač vse je ego včasih bil, ne, okay? Ampak razumete, ne, napačna prepričanja in dostikrat ni tako enostavno se s tem soočiti, dostikrat ni enostavno, da dejansko pač greš preko tega, ne, in potem kdo ti to lahko reče, ne, seveda lahko izberete knjigo, berete knjigo, joj, vse, kar, vse poznate tisto, vse, kar potrebujete za uspeh, že imate v sebi. Dajte no nehati. No. Mislim, imate, načeloma, ne, sam je treba še, jaz six-pack imam že v sebi, ne, sej pač se poznate tisto, ne, kamen, ne, kjer je poj Michelangelo tistega Adama ven izklesal, ne, to pomeni, da ne Adam, mislim, da je Jezusa, ne, Michelangelo je Jezusa, ta statva v Rimu, ne, to pomeni, da Jezus, pa ne vem, par teh strašnih kipov je naredil, ne, je že bil noter v kamnu, ne, okay, in potem ga je moral ven izklesati, ne, to pomeni, je že bilo noter, ne. Ampak v bistvu to, da je bil pa ta kip izklesan, ne, Pietà recimo, ne, v Rimu, za tisti, ki mečkam poznate, ne, je bilo pa to na tisoče in na tisoče ur, da je do tega rezultata prišel. Ne. In glejte, a ne bi bilo boljše, da smo iskreni, ne, iskreni ne pomeni, da si kar vržemo nekaj v glavo, to ni iskrenost. Ne, okay? Iskrenost, v bistvu, bolj bom rekel direktni, ne? Da dejansko veš ti, da če hočeš nek rezultat, moraš toliko in toliko stvari narediti. Ker plejte, recimo, nekdo, to je, da sej v bistvu razumem, ne? Pa je okej, ne? Pa ni okej. Ne? Nekdo pač kupi spletni preročnik, kako shujšati v enem mesecu in prehrana in tako naprej. In potem ugotovi, da pač ta stvar ne deluje. Zakaj? Zato, ker nima podpore, ker nima nobenega za vprašati, ker nima pravih nasvetov, ne? In potem v bistvu pač najame trenerja enkrat na teden. Ne? In potem delata, ne? Ampak vidi, da je enostavno pač ta napredek prepočasen in potem mogoče 2-krat na teden. Ne? In potem pristajate na 3-krat na teden. In potem pride rezultat. Ampak razumete, ne? Seveda pa, če bi neki taki osebi nekdo rekel že, polej, če hočeš shujšati, če hočeš narediti nek rezultat, potem boš potrebovala trenerja fitness 3-krat na teden. Joj, to pa stane, to pa treba investirati. Ja, vse stane, se pač, če greš na Rodos ali pa, ne vem, pač neke otoke, ne? Bora, ne? Se to tudi stane, ne? In pač eni ljudje pač vzamejo kredit, da grejo na Bora, ne? Eni ljudje pa vzamejo kredit, da spremenijo življenje, da imajo odlično partnerstvo, da imajo to. Ne? A razumete? Ne? In seveda pač, ne, kako zdaj ta most, ne, koliko lahko vam reči, koliko vam lahko povedati, ne, dejansko, ker, kot sem rekel, ne, lahko imate dober občutek, lahko spremljate coache, lahko spremljate članke, ki vam sejo rožice, prodajajo stvari, ne, tisto, ko je ne, ne vem, kako v slovenščini se reče effortless manifestation. Ne. To je manifestacija brez truda. Vprašajte enega bilionarja, kako se manifestira brez truda. Veste kako? Vstaneš in dejansko you work your ass off, ne. Po angleščini se reče, delaš, ne, in investiraš. Tako da v bistvu to je mogoče en mit, o katerem želim, da majčkeno razmišljate, če imate možnost, spodaj malo komentirajte, kdo ste, kaj dejansko iščete, ne? A iščete nek dober občutek. Dober občutek, veste, kje imaš dober občutek? Lejte, dober občutek imaš na kavču, ko je mehko. Dober občutek imaš, ko ješ čokolado. Dober občutek imaš, ko ješ čips, ko ješ neko nadaljevanko, ko ti ni treba nič delati. Zakaj? Ja, tako smo narejeni, nažalost. Dobrega občutka, mislim, imaš, okej? Imaš potem kasneje, ne? Jaz se pač športom ukvarjam celo življenje in dejansko to postane neke tvoje vrste droga, ne? In potem imaš dober občutek, ko čutiš, kako znoj teče, ne? In z vsako kapljico se bolj počutiš svobodnega, močnega in tako naprej, ne? In je to fantastičen občutek, ne? In še boljši občutek je dejansko potem, ko končaš, ne? Ko se oddahneš in ko rečeš, ok, zdaj sem pa res nekaj naredil in potem vidiš neke rezultate. Ne? Tako da vprašanje moje, ne, mit,
ki ga želimo danes razbiti, je, ali želite dober občutek, ali hočete rezultate. In če hočete rezultate, potem morate biti pripravljeni, da lahko sprejmete neko direktno informacijo, da sprejmete resnico, da ste pripravljeni, da dejansko. A veste, to je tista zgodba, plejte, čisto bom primer. Nekdo pride pa reče, stari, a bi hotel zaslužiti malo denarja. Okay, v redu, seveda. Plej, 2 jurja vloži za 2 meseca v Dubaj in boš dobil 10 jurjev nazaj. In potem ti vložiš 2 jurja in čakaš 2 meseca, čakaš 4 mesece, čakaš pol leta. Kličeš unga, na začetku se še te javlja, joj, veš, plej, del, se bo, zaupaj, ziher bo. Ampak razumete, ampak na koncu dejansko zamenja številko in njega ni in vaših 2 jurjev ni. Zakaj? Ja, že v osnovi, potem pa ljudje rečejo, joj, sem bil prevaran. Ok, moje vprašanje je, kdo je zdaj koga prevaral? A je prevaral vas tisti, ki je rekel, dajte 2 jurja, boste dobili 10 jurjev? A ste v bistvu na nek način, če smo iskreni, hotel vi njega prevarati, ker dejansko ste verjeli, da boste iz 2 jurjev dobili 10 jurjev? A me razumete? Tako da v bistvu bodite pripravljeni, da sprejmete direktno informacijo, da se soočate, da jaz vedno, ko vidim dejansko, ko začnem brati, bom rekel, neke rezultate magične in tako naprej in vse brez truda in vse mentalno, vse manifest z energijo, dejansko se enostavno ustavi. Glejte, moje stranke imajo fantastične rezultate, ampak ti rezultati, res te veliki rezultati so bili zgrajeni v roku 1 leta. Seveda smo zopet začeli, ok, dajmo za 3 mesece začeti, pa daj smo pol še 3 mesece, pa pol še tako, ko vidijo, kako grejo in tako naprej. Ampak po drugi strani lahko rečem, da ti rezultati, ki so bili doseženi v 1 letu, so dejansko rezultati, ker so to je tematika za drugič, z energijsko tehnologijo, bi bili na drugačen način doseženi v 3 do 5 letih ali pa še več. Ampak moramo biti pripravljeni, da dejansko se soočimo sami s sabo, da nam je včasih gremo iz cone udobja. Rezultat, uspeh in napredek se začneta na drugi strani cone udobja. In se pravi, tako kot da se vprašate, a hočete imeti dober občutek, pa iščete neko zgodbo, ki to podpira, ali hočete imeti rezultat in potem iščete resnico, ne glede na to, mogoče malo ne zvenim najbolj prijazno, nisem najbolj včasih simpatičen, včasih sem siten, ampak dejansko želim biti iskren in želim dejansko iskreno vas podpirati in dejansko vam povedati direktno, kaj potrebujete, da ne boste potem iskali, da ne boste potem dolg čas, joj, dej pa naj mi en že pove, kaj je treba, da naredimo rezultat. Kako priješ, vsi nekaj ponujajo. Tako da sporočilo za danes, želite imeti dober občutek ali želite imeti rezultate. Morate se odločiti in če želite rezultate, boste iskali drugačne informacije, boste poslušali drugačne coache, brali drugačne knjige in tako naprej. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.